kandidaturo sem se odločil po premisleku, po tem, ko sem ugotovil in ko smo skupaj s somišljeniki, med katerimi jih je danes tudi nekaj z mano, ugotovili, da Brežice ne sledijo tistemu, čemur bi morali slediti. Brežice, tako mesto kot občina, so kraj z velikim potencialom, tako na področju kmetijstva, turizma, ne nazadnje tudi gospodarstva, vendar te potenciali niso izkoriščeni tako, kot bi morali biti. Brežice v primerjavi z podobnimi občinami zaostajajo. Tiste občine, ki so bile recimo leta 1991 pred Brežicami, pa so danes še dlje pred Brežicami. In naš cilj je, da ta trend spremenimo, da Brežicam povrnemo tisto nekdanjo, recimo temu slavo, ko so veljale kot neko gospodarsko, trgovsko in urbano središče Posavja, in da s tem zaživijo pač neko svoje novo, v narekovaju staro življenje. Zdaj, kar je izhodišče naše kampanje, je to, da je Brežicam najprej potrebno vrniti življenje. Tudi samo mesto, če pogledamo po 3., 4. uri, je prazno, je mrtvo, lahko bi snemali filme, pravijo turisti, da ni niti psa ali mačke, ki bi se sprehajala po mestu. To je naš primarni cilj, da vrnemo življenje mestu. Na drugi strani imamo številne kraje, ki so bili v času sedanjega župana nekoliko zapostavljeni, ki iščejo svoj razvojni preboj, pa ga ne dočakajo. Mi smo rekli, da bomo te kraje oživeli. Povezali bomo bolj z Brežicami, naprimer, konkretno Bukošek je praktično skoraj da ne del Brežic, pa nekdo iz Bukoška, ki je blizu Brežic, ne more priti varno peš v Brežice. Nadalje, kraji, ki so severno od samega mesta, govorim o Artičah, Pišecah, Globokem, nimajo povezave z Brežicami, ki bi bila tekoča. Namreč ljudje, ki živijo v teh krajih, se morajo vsakodnevno voziti čez železniško progo in tu so ostale neizpolnjene obljube o tem, da bomo imeli izgrajen prehod, mi ga bomo izgradili. Mi moramo te kraje povezati in navezati na Brežice, hkrati pa, kot sem omenil, Brežicam in celotni, govorimo in o kraju in o občini, vrniti Brežicam življenje. Nadalje, ena izmed naslednjih prioritet tega našega programa, poleg seveda oživitve mestnega jedra, poleg izgradnje infrastrukture, je tudi energetska kriza. Mi se bomo glede na to, čeprav gre po svoje za državno pristojnost, se bomo lotili tega tudi na lokalni ravni, zagotovili bomo, da bodo položnice, katerih višina je odvisna od odločitev občinskega sveta, najnižja. Tudi kot občinski svetniki nismo podpirali višjih cen položnic, temu bomo stremeli tudi v teh najbolj zahtevnih časih. Verjetno bo to prioriteta takoj po prevzemu, če se tako izrazimo, občinske oblasti, ampak tu morajo vsi občani vedeti, da tega ne bomo pozabili. Nadalje, Brežice se kot kraj, kot občina starajo. Tu bomo dali več poudarka upokojencem, nastanitvam upokojencev. Skratka, ne glede na to, da imamo, recimo temu, nov dom upokojencev, je ta za marsikoga nedosegljiv in tu so Brežice podkapacitirane, zaradi česa to mora biti ena izmed prioritet v naslednjem mandatu. Nadalje, gospodarstvo. Brežice imajo svojo obrtno cono, ki pa je praktično zasedena, občina nima več svojih zemljišč. Nekoliko so na razpolago zemljišča v tako imenovanem gospodarskem središču Feniks, pa vendarle se te neke obljube, da se bo to kdaj napolnilo, niso izpolnile. Nasprotno, jaz mislim, da Brežice ta trenutek stagnirajo in da tudi morebitnim interesentom nimajo več ponuditi kaj, v smislu zemljišč in tudi ne v smislu katerihkoli drugih kapacitet. To so nekako tiste osnovne točke našega programa, ki bo seveda podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Naj pa še to izpostavim, bom rekel, naš vstop v volilno obdobje bo zaznamovalo to, da bomo nastopili s številnimi somišljeniki,
ki so zelo aktivni v svojih krajih, nekateri so tudi občinski svetniki, da bomo nastopili povezovalno in da bomo tudi oblikovali skupno listo. In že veste, kako se bo lista imenovala? O tem boste obveščeni v kratkem, ko bo tudi sledila predstavitev vseh kandidatk in kandidatov. Nekaj izmed njih jih je danes tudi z mano. Kdo vas podpira oziroma kako boste kandidirali kot neodvisni ali nekatere stranke? Ne, kandidiral bom kot neodvisni županski kandidat z zbiranjem podpisov, zato vse občanke in občane vabim, da oddajo svoj podpis v podporo kandidatu za župana. Zbirali bomo predvidoma med 10. in 12. uro vsak dan v bližini upravne enote Brežice, kjer je pač ta podpis naprej predpisane obrazcu treba tudi overiti in ga potem predati moji ekipi. Vas podpira mogoče kakšna stranka? Zaenkrat se pogovarjamo z nekaterimi svetniki, ki so tudi del naše ekipe, sicer pa gremo na volitve neodvisno. V Brežicah se baje ustvarja neka koalicija Enača državni, SD, Levica in Svoboda in da se baje tudi vas snubili za kandidata, to drži? Ne, to ne drži. Jaz sem pač pozval vse, bom rekel, obstoječe politične deležnike v občini, ki so pripravljeni k novemu in svežemu vetru v občini, da stopimo skupaj. Zdaj nekateri so se odzvali, nekateri pač imajo drugačne svoje načrte. Verjamem pa, da bomo na koncu koncev prej ali slej morali stopiti vsi skupaj. Kaj je stranka vaša? Stranka, tu gremo na te volitve pač s svojo listo.